Kadar beli oblaki sončnim žarkom pot sprostijo, našim gričem zelenim spet povrnejo sijaj. Reka Sava odnese naš pozdrav tja v daljne kraje, ker pa takih lepot tam ni, želi si spet nazaj. Orosi se okukal dalji vzred cvetoča polja, ki v objemu gozdov mogočnih barvajo naš svet. Naš poet pa še čaka, da bo trta obrodila, saj ob žlahtni nam kapljici koval bori me spet. Ti domovina, moja draga in edina, lepoti svoji pravi biser si sveta. Pogled zgora polepša morska mi modrina, od vseh dežel najlepša si Slovenija. Si morda tudi ti pozabil na vse te lepote, ki premore jih ta deželica pod Alpami. Spomni se, da ob zibelki je tvoji mati djala. Ne pozabi, sin moj, Slovenec si, Slovenec si. Ti domovina, moja draga in edina, lepoti svoji pravi biser si sveta. Pogled zgora polepša morska mi modrina, od vseh dežel najlepša si Slovenija. Morska mi modrina, od vseh dežel najlepša si Slovenija. Naj bom iskren in ti priznam, da srečen sem doma. Lep pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Ja, takole s čudovito, lepo slovensko pesmijo smo začeli. Zakaj sem izbrala to pesem, Moja lepa Slovenija? Kajti danes bomo, draga moja družba, prečesali Slovenijo po dolgem in po črez skozi seveda glasbo in vas tako povabili, zdajle se je sprostil ta korona paket, obljubljen je seveda, kjer bomo lahko takole koristili te bone. Vsi vemo, veste, zakaj gre točno. In pokoristili jih bomo v naši preljubi Sloveniji. In seveda prav je tako. Dajmo obiskati vse naše kotičke lepe Slovenije, naše dežele. Skozi glasbo vas bomo danes takole spominjali ali pa opominjali, morda kam odideti. Zdajle smo bili kar
v celi Sloveniji. Ne? Obiskali smo malo morje, malo obalo, pa Goričko, pa seveda Štajerski konec, vabimo vas na Koroško. Skratka, kar dobro pogledajte vse destinacije, kamor boste lahko seveda odšli. Torej danes bo glasba namenjena to, da pokukamo slovenske kotičke in lepo našo deželo. No, zdajle pa, draga moja družba, ne, ste že opazili, da imam jaz prijetno družbo tukajle. Same mlade fletne deklince, roka tako, žala, give me five, kak je zdaj to? Takole, tako. Dan so se mi za uvod pridružile tri punčke in sicer, kako je tebi ime? Neli? Lina? Kaja. In pa Kaja. Zdaj mi povej, Kaja, dam ti mikrofon, kaj ste ve med sabo? Sestrične. In kako to zgleda? Danes ste prišli seveda z dedija, tle, ki dela na televiziji Celje. Malo ste prišli pokukati, ne? Zraven njega. Povejte, kakšen je ta vaš nedeljski ritual potem, ko pridete z dedijem na televizijo Celje? A vas pol pelje na kakšen sladoled ali pa kam? Ja. No, daj malo povejte, Kaja. Ko je top, Ja. naprimer, gremo kam pol. Kam vas pelje? Tak, naprimer, na okol. Ja? Ko pridemo na domov, naprimer, gremo na sprehod Bravo, kam. super. Ja. Pa vas tudi v Celje, v staro mestno jedro kaj popelje? Tudi? Ja, včasih. Časi. Kaja, ne? Ja. Kaja, ti si odkot? Ti si tukaj stanuješ v Celju? Ja, Celju. V Celju. In ti je všeč mesto Celje? Ja. A povabiva vse naše gledalke pa gledalce, pa da pridejo v mesto Celje. Kaj imamo za pogledati v Celju? Kaj bi jim ti Kaja pokazala? Ja, jaz bi jim pokazala, kakšne naše muzeje. Bravo, super. Da si jih pogledajo. Ja. Da bi šli na sprehod, tako na Bravo. naše hribe. Ja, tukaj imamo kar nekaj hribčkov. Kaj je pa zelo znamenit, tamle gor ga imamo, če tako le pokažem. Na velikem hribčku gor je kaj? Ja, Celjski grad. Celjski grad, ki je tudi obnovljen in vas seveda vabimo. Ne? Dam seveda naprej besedico. A imate tremo danes, moje punce, kaj? Kaja? Malo tremo. Dajmo takole, najprej bomo tremo dale stran. Takole dajmo stran. Ajmo vse stran tremo. Tudi ti imaš kaj tremo, Neli? Ne, Neli pa nima tremo. No, pa damo Neli besedo tebi. Ti pa prihajaš odkot? Od Šentjurja. Od Šentjurja, super. Kje pa je Šentjur? Tu blizu ali daleč? Mal daleč? Povej, kaj pa bi v Šentjurju lahko videli, Neli? Kaj bi mi ti pokazala, če pridem jaz v Šentjur? Lahko bi hodili v trgovine, mamo. Ja, imamo trgovine. Kaj še imamo v Šentjurju? A imamo tudi kakšen hrib? Pa imamo tudi kakšen mini grad, Rifnik. Poznaš Rifnik? Ja. Pa Resevno? Ja. Ja, tudi tja gor bi šli. Pa dam besedico še Lini. Tudi se moram zdaj zapomniti. Neli, Lina, pa Kaja. Ok. Lina, kaj pa ti? Kaj bi še dodala v mestu Šentjurju? Bazen? Sam zelo še ni, a ne? Še ni toplo, ne? Kmalu se odpre, pa se ful veselimo. Se veselimo. Drage moje dame, a počitnice bodo, ne bodo, kdaj bodo? Ja, Kdaj bojo počitnice? Kaj? Rečemo juhuhu. Juhuhu, počitnice so tu, super. Povejte, kako je bilo v šoli? Fajn, Je bilo? ful sem vesela, da smo se vrnili, pa da sem videla svoje sošolce. Bravo, lepo. Kaj pa ti, Kaja? Kakšno je? Ti hodiš kateri razred? Bomo ti dali mikrofon. V peti In? sem šla zdaj. In kako si zaključila 5. razred? Je bilo v redu? Ja, v redu je bilo, pa fajn je bilo, ker smo lahko še malo videli sošolce. A res. No, zdaj pa med počitnicami. Kaj boste punce delale? Sicer pa preden odgovorimo na tole, seveda, vprašanje, pa še malo poklepetamo. Draga moja, seveda, gledalska družba pred televizijskimi zasloni, danes bo glavno besedo, kot sem rekla, imela glasba in pa tudi vi, in pa nagrade, ki smo jih danes pripravili. Tudi danes bomo podelili 3 darilne bone v vrednosti 25 €, ki jih podarjajo poslovalnice Brglez. Izkoristite jih lahko v Zagorju, na Vranskem, Petrovču, Šempeter. Dodajamo še 2 nagradi danes. Tukaj imamo eno ekološko vrečko za večkratno uporabo. Kaj imamo pa noter? Neli, dajmo ti malo odkri, kaj pa bomo pokazali. To bomo tudi danes podelili. No, kaj je tole? Lončke imamo, torej za večkratno uporabo. Kaj je tole?
Kaj bi bilo to za? Za pomarač. Za pomarančo pa za limono, torej ožemalnik. Super. In kaj se še skriva v vrečki? Presenečenje. To pa je? Za vodo, sok, pa vse za nalivati. Za nalivati, evo, torej vrč, tako. In tole lepo vrečko danes podarjamo, torej podjetje Skaza podarja. Veš, kako pravimo temu setu? Limonada set, ker si lahko stisnemo limonco in povabimo 4 prijateljice in spijemo limonado, drži? Ja. Ja, super. Torej podarjamo tole lepo nagrado, torej 4. nagrada z tole vrečkico zraven, ki je torej za večkratno uporabo in pa tudi seveda vsi izdelki so za večkratno uporabo in pa narejeni iz sladkornega trsa. In podarjamo danes še eno nagrado in sicer bokaši organko, ki ga bom povedala torej v nadaljevanju, torej 5 čudovitih nagrad, nič 90, 93, 61, 22 je številka, tista ta prava, na katero nas lahko pokličete. Samo preden odgovorimo torej še na vprašanje, gospod Franc z Legna nas je prejšnjo nedeljo klical, nikakor vas Franc z Legna ne morem priklicati. Seveda zvoni številka v prazno, dajte me potem po oddaji poklicati oziroma pokličite na našo televizijo, pa dajte pravo številko, pa rečete Franc z Legna, ker vam moram seveda izročiti darilni bon. Prav tako, gospod Alojz iz Mute, dali ste mi napačno številko, dobili ste organka, zato pričakujem, da me pokličete in se dogovoriva kako in kaj. Vkolikor ne, damo seveda nagrado potem naprej in jo podelimo naslednjo nedeljo. Torej, Alojz iz Mute, dobili ste organka, prejšnjo nedeljo pokličite in pa Franc z Legna, prav tako pokličite pa fantom, torej dajte številko in se dogovorimo kako in kaj. Ja, kakšno je bilo moje vprašanje? A zdaj smo pa pozabili, Kaj boste delali med počitnicami? Kaj boš delala, Neli? Med počitnicami se bomo malo zabavali, pa bomo hodili po mestih, hodili v hribe, se kopali, šli na morje. Ja, a se ti za svojo sestrico, vi ste sestrici, ne? Ja. Se razumete zelo, ne? Ste pravi prijateljici, Ja. Neli. A se kdaj skregata? Ostržek, nos, ostržko že raste, se skregata kdaj? Pride kdaj? Sem na ful velika. Ne. Prav, prijateljice morate biti, pa rade se morate imeti. Kaj boš pa ti delala med počitnicami? Verjetno enako kot sestrica. Ali boš kaj še dodala? Enako kot sestrica. Kaj pa ti, Nika? Kaja, ja, oprosti, Nika, Kaja, Lina. Jaz sem pa s prijatelji lahko videla, na bazene bomo hodili, ven bomo lahko šli, ko bo fajn toplo. Super. Ampak danes imamo en tak čudovit sončen dan, ne? Vroče je zunaj, 28 stopinj, ne? Ni, ne? Pa kako imamo tole za urejeno s tem vremenom? Nič ni v redu. Zdaj bi mogli biti že 30 stopinj, pa toplo. Mi imamo pa v bistvu kar hladno, a ne za cel čas. Ja. Drage moje damice, zdaj bomo seveda se zavrtili naslednji glasbeni spot, vi pa nič 90, 93, 61, 22. Pozdravite vse svoje prijatelje, lejte, tamle je kamera, pa pomahamo, pa tudi domače, ki vas gledajo. Mislite, da vas zelo gledajo? Mogoče. Pozdravimo tamle. Pozdravljamo vse sošolce, prijatelje. Samo nekaj mi še povejte, ko pa pridete skupaj, pa veliko prepevate, sem slišala, ne? Ja. Pa tudi plešete? Kaj pa plešeš ti, Neli? Jazz balet. Jazz balet, kako to zgleda? Se tlele lahko malo staneš, pa malo z rokami, da vidim, kako to zgleda. Bi to lahko? No, da vidim, kar stan se, tako da ja, pa bomo tule, kaj bi naredila? Kaj narediš tako, narediš kaj? Ja, da vidim. Takle, ja, pa še še bi kako bilo? No. Kam daš nogo? Se vem, tle imamo zdaj malo placa, ja. Pa tako, no, se tule lahko greš tako, si v etru še noter. Super, pa odlično si. Ena peše pa hip-hop. Jaz plešem hip-hop. Hip-hop. Zdaj, ker imamo kamere takole nastavljene, pa sem z rokami pokaže, kako delaš hip-hop. Ne vem, kaj z rokami delaš pri hip-hopu. Kako? A imaš roke kar pri miru? Kaj delamo z rokami pri hip-hopu? Ja. Pa tako, pa delamo, pa tako, pa sem, pa tja, pa to tudi. A delam prav ali ne? Kaj? Kaj moram narediti? Čak malo. Čak. Tak. Pa skup. Pa tak.
Pa tak, pa dej, no, pa meni tole gre les, jaz sem oči zamotlala tele roke, a ne. Super punce, pozdravljali smo, zdaj si bomo zavrteli torej naslednjo glasbo. Mislim, da bomo odšli in sicer na Bled. Ja, na Bled. Ja, torej naslednja destinacija, torej Bled, vsi tisti, ki ne veste kam, katero destinacijo obiskati, kam po Sloveniji, Bled, pravi naslov. Blejskem jezeru drsijo po vodi kot mirne sanje v snu. Življenje gre mimo njih kot prijazen vetra dih, ki se potihoma tam spletno igra. Kot dobri angeli, bedi v mesečini, ko jezero že spi. In le ljudem, ki ne spi, so luči, ki zagore, ko se v noč zaspan poslavlja že dan. Sanjaj, beli labod, mavrične niti razpredi povsod. Zaklic ljubezni, ko te ne bo, in zadnji pozdrav, ko bo čas za slovo. Plavaj, plavaj, beli labod, ko pride zima, odšel boš od tod. Pomladi pa čakal znova bom spet, da v soncu pozdravite Bled. Beli labodi, oblački mali so, ki preko modrine z vetrom plavajo. V zavetju le otoka spi, zjutraj spet se prebudi, ko nad gladino stran je bil pajčolan. Sanjaj, sanjaj, beli labod, mavrične niti razpredi povsod. Zaklic ljubezni, ko te ne bo, in zadnji pozdrav, ko bo čas za slovo. Plavaj, plavaj, beli labod, ko pride zima, odšel boš od tod. Pomladi pa čakal znova bom spet, da v soncu pozdravite Bled. Plavaj, plavaj, beli labod, ko pride zima, odšel boš od tod. Pomladi pa čakal znova bom spet, da v soncu pozdravite Bled. Pomladi pa čakal znova bom spet, da v soncu pozdravite Bled. Bled, bohin. Jaz vam priporočam, da greste na Gorenjsko. Mi, ko gremo s prijatelji na Gorenjsko, se imamo res prečudovito. Bohinjska Bistrica, prava destinacija, tam se seveda nastanite. In imate, bom rekla, take res prav prijetne povezave. Bodi si na par minut do Bohinjskega jezera, greste seveda lahko
na te hribe, torej hoditi, imajo zelo, bom rekla, organizirano pohodništvo. Blizu je seveda Bled, prelepa čudovita Gorenjska, Vintgar, Begunje in tako dalje. Številka torej 090 93 61 22. Danes podarjamo kar 5 nagrad, na hitro, saj veste, nas pokličete, oddate svoje podatke, greste v našo tole posodico, ki jo imamo na mizi in z malo sreče pridete do čudovite nagrade. Torej podarjamo 5 nagrad in sicer bone v vrednosti 25 evrov in sicer Zagorje, Vransko, Petrovče, Šempeter. Tu lahko izkoristite torej darilne bone v vrednosti 25 evrov. Za kaj sladkega, za kakšno torto, če praznujete zdajle v kratkem, za kakšen praznik, Abraham, odlično pecivo lahko dobite. Torej z Dragico se vse dogovorite, tako da bon v vrednosti 25 evrov v vseh torej Brglezovih poslovalnicah ali pa za odličen kruh, ki ga torej pečejo pri njih Tomaž za svojo ekipo. Podelimo naslednjo zadevo in sicer tole vrečko za večkratno uporabo, kjer je noter limonada set, vrč, ožamalnik in pa 4 kozarci, podjetje Skaza in pa še eno nagrado so dali in sicer Bokaši organka. Nekoga imam na zvezi, dober dan. Dober dan, Kdo je z nami? Fani iz Hrastnika. Fani, pišem Hrastnik, zdaj pa prav številko, a ne? Kar razločno. Fani, prosim. 031 Ja, 838 797. 797, Fani, lepo nedeljo v Hrastnik. Enako. Srečno, Hvala, nasvidenje. In seveda gremo naprej. Številka 090 93 61 22. Če imamo koga na zvezi, ga kar sprejmemo. Halo, halo. Halo, halo, Nekdo je z nami, dober dan. dober dan, tukaj pa Herta iz Celja. Joj, super, Herta, Celje, hitro številko. 031 Ja, 612 127. super zapisano, Herta, lepo nedeljo. Lepo bodite polonca. Lep Čau, dan. srečno, lep dan. In kam potujemo zdaj? Dober dan. Številka torej 090 93 61 22. Halo, halo. Telefončki zvonijo, super, hitro gremo. Lejte, ne bomo nič zavlačevali, samo... Ja, dober dan, kdo je z nami? Tanja? Sanja? Sanja, malo slabše vas slišim. SG, številka pa je? 031 850 Ja, 918. 918. Super, Sanja, lepo nedeljo. Koroška je naslednja od destinacija, kamor lahko greste. Obiščete torej kakšen hotel in pa prelepo Koroško deželo. Dober dan, kam gremo zdaj? Halo, halo, kdo je z nami? Dober dan, Ja, lepo zdrav. Panika iz Velenja. Pišem Fanika, Velenje, hitro številko. 070 Ja, 337 337 385. 385, Fani, zapisano. Lepo se imejte. Enako, adijo. Srečno, adijo. In kam gremo? Kam potujemo po lepi deželi sedaj? Kje se bomo ustavili? Dober dan. Številka torej 090 93 61 22. Halo, halo. Ja, Dober dan. Dober dan, evo, zopet nekdo v naši družbi. Dober dan. Cilka iz Velenja. Cilka, Velenje, hitro Cilka številko. 040 Ja. Naprej. 040 Ja. 211 Ja. 893. 893 Cilka, zapisano in greste v našo bovlo. Lepo nedeljo, Hvala. srečno. In kam gremo zdaj? Dober dan. Torej 5 nagrad, odličnih 5, vrhunskih 5 danes podarjamo. Številka torej 090, teram tlele je zapisana. Zapisana, no, po slovensko, ne zapisana. Ne? Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Halo, halo, kdo je z Viktorija iz Mislinja. Mislinje, kako vam je ime? Viktorija. Viktorija. Številko? 051 Ja. 731 Ja.
819. Super, Viktorija, zapisano in tudi vam lepo nedeljo. Srečno! Ja, takole, vsi tisti, ki kličete, dejte, prosim, res pejte stran od televizije, ker slišimo mikom in vi ste še v Slovenj Gradcu, jaz sem pa še v Celju, a ne? Halo, dober dan. Aha, imamo koga? Danes torej 5 nagrad podarjamo na številki 090 93 61 22. Nekaj klicev smo že prejeli, ja, ste se zbudili, super. Če imamo koga, bomo sprejeli. Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Maša iz Šmarja. Maša, pišem Šmarje, hitro številko. 070 70 30 10. Ja, pa vi pa niste mogli imeti boljših številk, Maša. V redu, ja. Super, lepo nedeljo. Srečno. Odlične številke, da si človek res zapomni. Mim grede, a ste pri meni opazili kakšno spremembo? Taram, pobarvala sem se, pa to človek ne more verjeti. Hvala lepa, Polona. Odlično. Sem zelo zadovoljna. Zdaj pa gremo kam? Dober dan. Dober dan, kličem v imenu moža. Opa, kdo je z nami? Ja, Pavel iz Celja, kličem žena njegova. Seveda, Pavel Ker ima Celje. danes rojstni dan. Kdo ima rojstni dan, gospod Pavel? Tako. A lahko hiter? Vse najboljše zati, vse najboljše zati, vse najboljše, dragi Pavel, vse najboljše zati. A bo v redu? V redu. Super, zdaj pa hitro številko, pa vse najboljše torej želim. Ja, 041 Jo, 481 254. 254, lepo Ja. nedeljo, lepo Iz Celja praznujte. smo. Ja. Super. Takole, še čestitka vmesa, ne, pa še kaj zapomamo. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Vse najboljše, dragi Pavel, lepo se dan smejte, lepo praznujte. V krogu sede tisti, ki jih imate radi. Dober dan. Halo, dober dan. Kdo je z nami? Rudi Šmartno Paki. Rudi Šmartno, hiter pišem Paka, hitro številko Rudi. Nič 4, 1, 5, 5, 9, 102. 559 102, Rudi, čao, srečno, lepo se imejte. Sem napisala. Halo, gremo pa naprej. Lepo zdrav torej v Šmartno. In kam gremo zdaj? Dober dan. Telefončki zvonijo, taram, jaz bom šla takole mal. Pa bom počakala na naslednji telefonski klic. Na hitro seveda. Halo. Dober dan. Kdo je z nami? Jože iz Luč. Ja, Luče, lepo zdrav tudi tja. Luče pa prelepa Logarska dolina potem, a ne? Tako, in tudi tja vabimo Jože, da pridejo na tisti konec, ne, Slovenčeki. Tako. Slovenci, ja. Jože, hitro številko. Ja. 031 Ja, 521 742. 521 742. Jože zapisano. Lepo nedeljo. Srečno in gremo naprej. Pred naslednjim glasbenim spotom seveda. Šli bomo malo v Ljubljano, Ljubljanski grad. Ter zopet ena nova destinacija. Halo. Dober dan, Kdo je z nami? Anita pri telefonu Anita, odkot? iz Tabora. Pišem hitro številko. 041 Ja, 863 863. 821. Super, zelo razločno Anita 75. Hvala lepa za klic. Enako, Lepo se naslednje. me srečno odijo. Takole, še en klic bomo sprejeli, potem pa res torej zavrtimo Ljubljanski grad in ansambel Maj. Halo. Številka torej 090 93 61 22, podarjamo 5 nagrad, 5 odličnih in sicer 3 bona v vrednosti 25 evrov. Taram. Imamo koga na zvezi? Ne še. Podarjamo torej bokaši organka, kjer je noter že priložen torej kilogramski posip in takoj lahko začnete z ločevanjem organskih odpadkov. Takoj. In pa, poglejte tole, ja, odlična torbica za večkratno uporabo. Jaz bom kar se dvignala takole malo, pa gremo lepo v trgovinco, tlele noter je limonada set, povabimo prijateljce, stisnemo limonado, oziroma ne, limono in naredimo limonado, ali pa seveda kakšen drug agrum in imamo eno tako zabavico minjane doma na vrtu. Če imamo koga, ga bomo sprejeli. Drugače si pa zavrtimo torej glasbeni spot, torej naslednja destinacija iz Bleda in pa celotne Slovenije. Zdaj le potujemo direkt v Ljubljano.
lepot. Kdorle enkrat ga obišče, s težkim srcem gre od tod. Staro jedro se bohoti z lepimi pročelji hiš. Od cerkva in spomenikov srečen si, če tu živiš. Mnoga preživel stoletja je do dan današnjih dni. Iz lepoto danes vabil topel svoj objem ljudi. Ni ga lepšega na svetu, kot je naš ljubljanski grad. Je kot roža, ki poljubljajo pomlad. Reka, ki z mostovi se baha, zvon cerkvini jo pozdravlja, dober dan Ljubljanica. Zgriča tam nad mestno hišo, daljo zre ljubljanski grad. Mestu hvalnico prepeva, veš Ljubljana, imam te rad. Mnoga preživel stoletja je do dan današnjih dni. Iz lepoto danes vabil topel svoj objem ljudi. Ni ga lepšega na svetu, kot je naš ljubljanski grad. Je kot roža, ki poljubljajo pomlad. Lepšega na svetu, kot je naš ljubljanski grad. Je kot roža, ki poljubljajo pomlad. V srcu Srednje Evrope leži področje z bogato vinogradniško in kulturno zgodovino, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško. Vinogradništvo, ta večni spremljevalec civilizacije, gre na tem prostoru z roko v roki z naravo, zgodovino, kulturo in življenjem ljudi. 4 vinske ceste vijugajo po vinogradniških krajih od Svetega Ivana Zeline, Plešivice in Samobora, pa čez mejo s Slovenijo do Šmarja pri Jelšah, po poteh, kjer so nekoč ropotala kolesa fijakarskih voz, ki so v mesta prevažali vino, v naravo in gorska letovišča pa izletnike. Danes te obronke povezujejo pridni vinarji, ki bogato vinsko tradicijo združujejo s sodobno enološko-gastronomsko ponudbo, nekoč pa so tradicionalna vina iz teh krajev pili tudi na Dunajskem domu Ludvika van Beethovna. Stoletja sajenja in obdelovanja vinogradov so to področje oblikovala tako geografsko kot etnografsko. Pridne roke vinogradnikov in spretnih mojstrov pa so zarisale kulturne sledi na potovanju skozi čas in okuse. Bogata kulturna dediščina je v te kraje stoletja privabljala reke romarjev in izletnikov. Danes to počno muzeji in vinske kleti, ki vzdolž 200 km vinskih cest pripovedujejo zgodbo o ljubezni do vina, druženja, običajev in bogate večstoletne vinogradniške tradicije in pričajo o življenju kulture na vinskih poteh. Poskusite vina, dotaknite se dediščine.
Sredi 18. stoletja je v Šmarju pri Jelšah tedanji župnik dr. Matej Vrečar dal pobudo za gradnjo kalvarije s 14 kapelicami in s tem začel tradicijo romanja, ki se ga je, kot pripovedujejo pisni veri, v enem samem dnevu udeležilo tudi po 12.000 ljudi. Kot pravi legenda, so v časih hude suše kapelice ometavali z mešanico vina, ki ga je bilo v tem tradicionalno vinogradniškem kraju več kot vode. Samo župnik Vrečar je nekoč posedoval 100.000 litrov vina. V muzeju baroka, ki leži ob vznožju griča, danes hranijo več kot 40 restauriranih baročnih skulptur iz kapelic, postavljenih vzdolž kalvarije. Kipi Kristusovega trpljenja nas vabijo, da pridemo bliže in občutimo duh davnih časov. Kalvarijo obkroža 70 km vinskih cest regije Obsotelje in Kozjansko, ki so v bližini bogate vinogradniške, etnografske in kulturne dediščine. Podajte se po poteh vinskih cest, dovolite, da vas popeljejo v nek počasnejši in bolj iskren čas. Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta kresile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listavce za živo mejo, sadike listavcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Avtohiša Mlakar iz Topč pri Grobelnem zastopa, prodaja in servisira vozila Hyundai, Mitsubishi in Citroen. Prav tako pa prodaja rabljena vozila ostalih znamk. Na zalogi imajo preko 100 rabljenih avtomobilov. Za nakup tako novih kot rabljenih vozil nudijo ugodno financiranje. Nudijo tudi vsa mehanska popravila, kleparsko-ličarske storitve, cenitve poškodovanih vozil, odkup in uvoz rabljenih vozil, menjavo in shrambo pnevmatik, pranje in kemično čiščenje vozil, sklepajo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Prepričajte se o njihovi ugodni in kvalitetni ponudbi ter jih obiščite. V Avtohiši Mlakar dobite za vašega jeklenega konjička vse na enem mestu. Foto Anko in sicer poslovne enote Slovenjgrad, Celnica ob Dravi, Radio ob Dravi, Dravograd, /2.fotoanka.si, pravi naslov. No, tam najdete tudi en delček ponudbe, torej za petje na poroki, kjer se takole predstavljava tudi midve s Klavdijo, tako da vsi tisti, ki boste šli na to spletno stran, torej /2.fotoanka.si, najdete tudi nekaj za petje, torej bodi si na civilnem kot na cerkvenem delu. No, Fotoanka pa seveda odličen strokovnjak za poroke, za vse druge svečane dogodke, za birme, obhajila, torej poročne fotografije vam izdelajo
izdelajo, pa poročna vabila, broške, poročne sveče, zahvale, poročne fotoknjige, res odlične in odlično torej darilo in spomin, in pa tudi snemanje torej porok. Zdajle pa seveda ne moremo mimo frizerstva Polone. Polona, hvala ti za res čudovito barvo las in kaj je najbolj pomembno, zadovoljstvo stranka, ne? Jaz sem zelo zadovoljna, tako da res hvala in priporočam vsem, torej, ki nas zdajle gledate, da se oglasite torej v frizerstvo Polona v Šmartnem 121A v Slovenj Gradcu. Striže pa torej zdajle poslov tako moške kot ženske, kot tudi otroke, barva lase in letos različni trendi v novih oddajah, potem v novi sezoni od septembra naprej se bo Polona predstavila tudi pri nas. Potem predstavili bomo različne frizure, kakšni so trendi za letos, kakšne so letošnje trendovske barve, kaj paše. Vam, draga družba, vam seveda Polona odlično svetuje. Pen frizure imajo pri njih, barvanje, trajno kodranje, poročne frizure, svečane frizure, spletanje kit, nega las, skratka, dobrodošli pri Poloni, Šmartno, torej 121A. Lahko pa si, draga moja družba, polepšate dan, bodi si samo s fen prizorca. Dobrodošli torej v frizerstvo Polona. Brglezi, najlepša hvala za vse slaščice, za vse nagrade, ki jih takole podarjate našim gledalkam in pa gledalcem. Zato zdaj vabim vse vas, da obiščete Brglezove poslovalnice, in sicer v Zagorju, na Vranskem, Petrovče, Šempeter, in se posadkate za njihovimi res vrhunskimi sladicami, slaščicami. Za vsak dan pa seveda ne morete mimo njihove pekarne in odličnih kruhov, žemljic, makovk in tako dalje. Jutranja kavica v vseh Brglezovih poslovalnicah, tudi ta, ki je bila nazadnje odprta in sicer v Šempetru, torej gre za zadnjo, torej slaščičarsko delavnico in pa kavarnico, kjer se torej okrepčate lahko z jutranjo kavo za kakšnim rogličkom, bodi si z marmelado, z vaniljevo kremo, s čokolado. In tole, kar zdaj vidite, je kar, bom rekla, očke, ne, kličejo po teh Brglezovih dobrotah. Torte, Dragica dela vrhunske torte za svojo ekipo. Tukaj seveda vidite torto za Sveti krst, za obhajila, za razne praznike, za rojstne dneve, obletnice, ne moremo mimo seveda poročnih tort, ki so narejene torej pri njih, in pa letos, bom rekla, in torte z pridihom torej sadja, čim več sadja, svežega sadja, borovnic, jagod, pistacij in pa seveda odlični napitki, ki jih torej Dragica pripravlja za svojo ekipo. Napitki, ki vam dajo takole moč za cel dan, čokoladni napitki, sadni napitki in pa odlične kremne rezinice, ki jih lahko dobite pri njih. No, ne smemo pa pozabiti na odličen Brglezov slasten krop. Dobrodošli torej v vseh Brglezovih poslovalnicah. Takole, zdaj pa zopet povabilo, torej Polonca Klavdija, eno tako glasbeno presenečenje vam pripravljam za naslednjo nedeljo. S Klavdijo smo bili gosti na ETV televizija, res čudovito smo se imeli in pripravljam torej 2 posnetka, ki jih bom naslednjič zavrtela, da vidite, kako zveni ta pesem za seveda tista 2, ki se bosta poročila. Zdaj bo počasi časa, ne, da nekako mlad par razmišlja o poroki za naslednje leto. In če še, draga moja družba, nimate petja na poroki, tako civilnem kot cerkvenem delu, bo vas Klavdija seveda zelo veseli. Zdaj se ravnokar v soboto odpravljamo na Bukovje, torej vabljeni tudi tja v dvorec Bukovje, odlična destinacija, kjer torej prirejajo poroke, lahko speljete oba obreda, cerkveni in civilni obred, imajo seveda tam tudi catering, tako da naredite lahko cel paket v dvorcu Bukovje. Petje torej na porokah in pa tudi drugih presenečenjih, takole za rojstne dneve. Lepo je seveda razveseljevati ljudi, zelo lepo je takole videti tudi kakšno solzico, ki jo potočimo vsi skupaj na takšnih dogodkih, kjer se imamo res lepo. In s pesmijo dajmo popestriti. Gre za enkratni dogodek, enkraten klicaj, a ne?
in imejmo se takrat lepo. Naj povem tudi to, da je lahko presenečenje, torej petje lahko odlično darilo. Če ne veste, kaj ponuditi, kaj dati morda mladoporočencema, pa lahko podarite torej petje, tako na cerkvenem kot seveda civilnem obredu. Takole, dobrodošli tudi na najno spletno stran oziroma na Facebook stran polonca.Klavdija, kjer torej najdete. Za zaključek teh oglasov pa seveda še tole, in sicer tukaj imam bokaši organko 1 in bokaši organko 2, ki jih torej lahko najdete na spletni strani. Zdajle je prava bomba, prava poslastica tale bokaši organko. Vsi želimo ločevati in to na pravilen in takojšen način. 3x2v.skaza.si. Dobrodošli. 93 61 22 številka, kjer danes torej podarjamo čudovite nagrade, 5 nagrad. Jaz se bom zdaj takole taram prikradla do enega, ki sem ga pustila tukaj, in sicer bokaši organko danes podarjamo. Številka torej 90 93 61 22, ga dan kar tukaj sem, kjer je torej že priložen kilogramski posip. Evo, in začnete takoj fermentirati organske odpadke, tako da to. Druga nagrada je tale, in sicer torbica za večkratno uporabo, notri pa se skriva limonada set, 4 kozarčki za večkratno uporabo, vrč in pa seveda ožamalnik. Kaj je odlično? Odlični izdelki so, ker so narejeni sladkornega trsa, pa še to, da se ne razbijajo in so res odlični za zabave, piknike na prostem, za avtodomove. In pa 3 brglezove bone danes podarjamo. 1, 2, 3, v vrednosti 25 evrov. Kaj kmalu bomo vseh teh 5 nagrad podelili, samo poklicati je potrebno torej na našo telefonsko številko 90 93 61 22 in gremo kar, saj veste, pohitramo, ne? Če imamo koga na zvezi, ga bomo sprejeli z velikim veseljem, ne bomo nič kramljali, samo poveste, odkot nas kličete, ime in pa seveda številka. Danes torej podarjamo 5 nagrad. Bili smo, kar na različnih končcih naše Slovenije, kamor vas seveda tudi vabimo. In seveda bomo danes z veseljem podarili torej 5 nagrad, 3 brglezove bone, bokaši organko in pa še tole lepo torbo z izdelki. Nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Marjan iz Laškega. Marjan, hitro številko. 04 Ja. 996 996 017. Sem zapisala takole, na hitro, Marjan, lepo nedeljo v Laškem. Enako. Super. Evo, tudi Laško je lahko odlična destinacija. Za tiste, ki ne veste, kam oditi, pa Laški grad in pa seveda ta odlična okolica. Nekoga imamo zopet na zvezi, na hitro, gremo naprej. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Albina iz Celja. Albina, hitro. Kako ste, Albina, danes? Ja, malo boljško vreme, no. Malo boljško vreme, to je pomembno, ne? Ker tole vreme pa nič kaj poletno ni, ne? Ne, upajmo na boljše, no. Upajmo na boljše. Albina, hitro številko. Ja, 031 806 172. Sem zapisala, Albina, lepo sva povedali in greste tole našo bovlo. Lepo nedeljo želim. Hvala, srečno. Torej lepo Celje in gremo zdaj kam? Na sever, na jug, vzhod, zahod. Dober dan. Številka torej 90 93 61 22. Dober dan. Helena. Helena, odkot? Celje. Hitro številko. Celje. 041 Ja. 041 972 162. Sem zapisala, Helena, lepo nedeljo, srečno. Super, takole mi je všeč, že gremo hitro naprej, ne? In ne zavračujemo. Nekoga imamo zopet na zvezi. Halo, halo. Dober dan. Halo, kdo je z nami? Halo, zdravo, Polonca. O, Zvonči. Zvone, kako si? Zvone tu. Kako si, Zvone? Ja, sem mogel malo poklicati, da te vidim in da te pozdravim. Lepo. Zvone, prepevate, delate, ali je zdaj počitek? Ja, naprej, normalno, sigurno. Super. Zvone, hitro mi povej številko.
Nič 31. Ja. 631. Ja. 781. Super. Lepo se ime v Šeščah in pozdravi. Enako. In pozdravi. Lep pozdrav, se vidimo, se slišimo. Se slišimo, srečno in pozdravi seveda svojo glasbeno družbo. Gremo naprej, dober dan. Halo, halo. Kam gremo zdaj? Številka 090 93 61 22. Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Dobar dan, to je Marjan iz Podvrka. Čakajte, Marjan Podvelka. Ja. Hitro, Marjan, številko. 041. Jo. Ja, 2 5 3. Ja. 8 9 8. 898. Marjan, Ja. zapisano. Redo. Lepo nedeljo Ja. pa pozdrav Podvelko. In gremo naprej. Dober dan. Številka 090 93 61 22. Super. Ogromno vas je klicalo. 5 nagrad podarjamo. Enega imam v rokah, torej bo kaša organka. Lahko boste začeli takoj delati, ločevati organske odpadke, ker kuhamo vsi, a ne? Po mojem ni, da ne bi kuhali. In teh organskih odpadkov je veliko. 3 Brglezove nagrade v bono vrednosti 25 evrov, 25 evrov, 25 evrov, to pa kar je v redu, a ne, super. In pa še eno lepo nagrado skaze, ki jo podarjamo sicer večkratna uporaba, torej vrečke, res lepa, tudi za na plažo, brisačka gre noter, kopalke, pa voda in notri lepe nagrade in sicer vrč, kozarčki in pa ožemalnik. Tako, vsak ima svojo barvo lahko. Halo, halo, nimamo še nobenega na zvezi? Aha, pričakujemo torej naslednji telefonski klic. Halo, halo, številka torej 090 93 61 22. Vse tja do 12 ure imate možnost poklicati in seveda si, bom rekla, lahko pridobite lepo nagrado, tako da ja. Številka je spisana, torej 090 93 61 22. V rokah torej držim 3 bone, 5 nagrad danes podarjamo. Dajte nas poklicati in pa seveda gospod Alojz, potem nas pokličite in pa Franc Zlegne, da se dogovorimo za nagradi prejšnje nedelje. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Vida iz Radeč. Vida, Radeče, hitro številko. 041 Ja. 03 778. Čakajte malo, nekaj sem pa zgrešila. 041 503 503, ja. 778. 778. Vida zapisano. Lepo Lepo nedeljo. Tudi vam. Super in gremo zdaj kam? Halo, halo. Ja, dober dan, kdo je z nami? Halo? Se slišimo, ne? Halo? Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Viktorija iz Kaple. Viktorija Kapla. 040. Ja. Naprej? Viktorija. 270. 270. 531. Sem zapisala, Viktorija, lepo nedeljo, srečno. Tako, v Kapli smo bili in telefončki zvonijo. Gremo naprej, številka 090 93 61 22. Dober dan. Ne? Aha, bomo si privoščili malce glasbe. Zdajle pa gremo, taram, moram pokukati, v kater kraj gremo zdajle. Fantje prav gotovo vedo. Takole. Zdaj pa gremo na morje. Ne, gremo na Dolenjsko. Torej, naslednja destinacija za unovčiti bon, ki smo ga dobili, je Dolenjska. Prosim. Kako rožica od doma gre, vrsih poskakuje iz srce, sabo ponese nasmeha dva, čekati ranima ga, naj bo kar doma. Prvi namenjen vsem ljudem, srečna sem, da jim igrati smem. Drugega hranim pa za tele, ki si že osvojil me, tvoje sem dekle.
najlepše, prav dobro vem. Reči tega pa na glas ne smem. Če bi soseda izvedela, brž bi mi predlagala, naj bom kar doma. Gremo na Dolenjsko, vzdušje bo peklensko, vroče in veselo, sredi teh nebes. Pisem odmeva že ure 3, nam pa se nikamor ne mudi. Razlog za to si še poveč ti, iz najlepše res vasi Dadove peči. Gremo na Dolenjsko, vzdušje bo peklensko, vroče in veselo, sredi teh nebes. Vroče in veselo, sredi teh nebes. Gremo na Dolenjsko, takole, zdaj pa gremo počasi kam, številka nič 90 93 61 22. Danes bomo celo oddajo, ne? Ko bomo malo klepetali, kaj povedali in seveda odkrivali destinacije, kamor bi lahko eventualno torej šli in skoristili tele naše bone, ki smo jih dobili. Številka nič 90 93 61 22. Ena nagrada je tule, ki jo danes podarjamo, druga nagrada je tule, ki jo podarjamo in pa še 3 nagrade, kot sem rekla, bone v vrednosti 25 € podarjamo in sicer takole 25, 25, 25, številka nič 90 93 61 22 in okrog 20 telefonskih klicev sem malo preštela takole, res super, bili smo na različnih lokacijah, Šmarje, Velenje, Koroška, Mislinja, Radeče, skratka ni da ni, odlični ste, tako da danes čudovite nagrade. Dober dan. Halo. Halo, kdo je z nami? Natalija Glinšek tukaj. Natalija, odkot? Halo. Ja, odkot Natalija nas kličete? Iz Celja. Ja, hitro številko. Iz Celja. Super, samo še številko bi prosila. 068. Ja. 068. Ja. 133. Ja. 356. Super, Natalija, lepo nedeljo, hvala lepa. Mi je uspelo zapisati številko. Tram. In gremo zdaj kam? Halo. Še ni? Številka torej nič 90 93 61 22. Tule vidite nagradice 1, 2 in takole bom dala, ker bom pokazala 5 nagrad danes podarjamo. Naslednjo nedeljo bomo tudi imeli in dodamo še nekaj več. Naslednjo nedeljo bomo podelili ne samo organko 1, ampak bomo podelili tudi organko 2, tako da se bo splačalo poklicati tudi naslednjo nedeljo. Danes pa torej 5 nagrad, 3 brglezove, ki jih lahko skoristite za tortice. Vsi tisti, ki ste dobili tele bone, res pridno izkoriščate in se zahvaljujete in se posadkate z brglezovimi dobrotami. Dober dan. Halo. Kam gremo zdaj? Živjo, se slišimo. Halo? Ne, ušel nam je. Nohte sem si začela grist. Sej ne, hecam se. Jaz bi pa malo že skoraj vode tlele rabila, ne? Tlele so tele luči kar astronomsko vroče, zunaj pa ni pretirano toplo, a ne? In jaz se kuham, morda zdaj v naslednjem glasbenem spotu. Moj gospod moški, sediš tam zunaj. En moj zapit, prosim. Pa tlele imam odlični vrč, pa bom kar z tega spila. Nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Halo. Kdo je z nami? Dober dan. Ja, lep pozdrav, kdo je z nami? Dober dan.
Dober dan, kdo je z nami? Olga iz Velenja. Olga, hitro številko. Olga iz Velenja. Ja, prosim številko zdaj. 041. Ja. 686. Ja. 686. Ja. 499. Super, Olga, zapisano. Lepo nedeljo, Ja. želim v Velenje. Pa to odmeva nekje, ne? Tako da pejte, prosim, še enkrat povem, tisti, ki kličete, pejte magar ven. Magar, ne vem, v špajzo, sem, da bo zveza vzpostavljena, ne? Ne biti čizem televizije, ker res pol smešno se tlele sliši in pa tudi jaz smešno zvelim. Ja, kdo, ste, Olga. Tako da ja, številka 90 93 61 22. In me zanima, kam bomo šli zdaj. Torej 5 nagrad podarjamo, čudovite nagrade. Za vsak dan. Ja, za vsak dan. Tole odlično torbico boste, drage moje dame, ali pa gospodje lahko nosili seveda tudi na plaži, lahko boste šli v trgovinco z njo, seveda pa noter ta torbica ni prazna, ne? Tle noter se skrivajo torej izdelki. Kot sem rekla, ne, torej limonada set, vrč, kozarčki, taram in pa ožemalnik. In nekdo bo danes dobil tole lepo nagrado, prišel ponujati veselje. Podarimo torej 3 darilne bone v vrednosti 25 evrov. Super. In pa seveda bokaš organko. Številka torej 90 93 61 22. Dober dan. Halo. Kdo je zdaj z nami in kje? Oziroma kam gremo? Dober dan. Se slišimo? Ne, se bomo pa zavrteli en glasbeni spot in sicer zdajle bomo šli pa mal na morje. Piran. Imamo telefonski klic? Aha, imamo ga, sprememo, potem bomo šli pa res malce na morje. Halo? Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Antonija z Dobrne. Antonija, Dobrna, hitro številko. 041. Ja. 240. 496. Super, Antonija, zapisano. Hvala lepa za klic. Nasvidenje. Takole, zdaj pa gremo res malo na morje, Ribičeve sanje. Torej, naslednja destinacija je naša obala. Izola, Koper, Piran, Portorož in še kaj. Dobrodošli torej na Primorsko. Večer odpluje barka moja proti ognju sončnega zatona. Pod ljubimci njeni so valovi, ki bila nidra božajo. Veter morski samotar iz juga nosi sanje daljnih oceanov. Jaz pa
mreže so srebrne, morje vdano sprejme jih zagrne. In morda zagledam neko jutro, vsaj en biser školjki izglobi. Na obali modrega zaliva, kjer se v starih oljkah sonce skriva, rad nekoč živel bi v svojem domu, z deklico, ki sanje z njo deli. Morje moje, dobro morje, ki je v njem odsev neba. Lepše je od oceanov vsega širnega sveta. Morje ni tako globoko, kot ljubezen je srca. Pa čeprav je ribič sin, le kruha bridkega. Pa čeprav je ribič sin, le kruha bridkega. Morje, morje in vetrič v laseh. Evo, jaz si ga bom malo naredila. Sej, jaz imam rada veter, ne pa preveč, ne? Ampak tudi tole vreme, ko zdaj gledam zunaj, tako nikakvo, a ne da. Pa še zebe me zdaj sred skoraj julija, nenormalno vreme, ne? Zdaj bi mogli res biti toplo, bi mogli že martinčkati na plaži in voda bi mogla imeti ne vem že koliko stopinj. Vse takole prihaja, ne, z nekim zamikom. No, zdaj pa upam, da ne bo zamika in da imamo nekoga na zvezi. Mislim, da imamo, številka nič 90, 93, 16. Halo, lep pozdrav, kdo je z nami? Halo? Ja, kdo je z nami? Koštric Brigita, Kompole 40 Štore. Ja, super, Štore, lep pozdrav, hitro Brigita, številko. 03 5 7 7 1 128. Super, 5 7 7 1 128. Zapisano, lep pozdrav v Štore. Tako. Srečno nasvidenje. Evo, odkrivamo tudi lepa, super, odkrivamo tudi lepa druga mesta, ne, po Sloveniji. Vsako mesto je zanimivo, pa skriva neke zanimivosti. Skriva tudi nastanitve in dajte malo pokukati, pogledati. Saj ni nujno, da gremo vedno na morje, ne? Gremo pa v hribe lahko. Imamo koga na zvezi? Številka nič 90 93 61 22. In kam gremo zdaj? Če imamo koga na zvezi, ga z veseljem sprejmemo, potem pa si zavrtimo zopet naslednjo glasbo. Povabil vas bomo. V planine gremo, planine med a ne? Tako je pesem naprej. Ste si zapeli? Dajte tudi malo prepevati doma in se imeti fajn. Danes je nedelja, za me najlepši dan. Pa je? Ja, ena izmed. Čeprav pol že vemo, da je drug dan ponedeljek, pa da gremo zopet na delo veselo in da so novi delovni izzivi torej pred nami. No, zdaj pa upam, da je naslednji telefonski klic tudi pred nami. Številka torej nič 90 93 61 22, podarjamo 5, ne smem kazati 10, 5 nagrad. 3 brglezove bone v vrednosti 25 €, ena torba z skazanimi izdelki, vrč z torej limonado, ožamalnik in pa 4 kozarčki in pa bokaš organko. Nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Halo? Kdo je z nami? Halo? Saj ne bom zaspala, ampak vem, da smo mi v telefoni. Pa slišim, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Dober dan. Ja? Dober dan. Kdo je z nami? Halo, halo? Halo? Se slišimo? Ja, se slišimo. No, kdo je z nami? Povejte mi pa številko, prosim.
Marija. Marija, odkot? Žalca. Ja, Marija, hitro številko. 058. Ja. 915. Ja. 718 915. 718 915. Sem zapisala. Marija, Tako. lep pozdrav, Žalec. Čao. In gremo seveda naprej, še en klic sprejmemo. Imamo koga na zvezi? Če ne, pa gremo torej v planine. Gašperi, vabilo. Imamo. Halo. Halo, kdo je z nami? Dober dan. Ne. Tako, vabilo planin in sicer tudi planine so lepe, gremo malo hoditi. Prelepa Gorenjska. Pa še tudi druge planine, ne? Ljubček moj, zmeniva se nocoj, ker obita se nam jutri lep sončen dan. Bi morda v gore šla že ob zori midva, po doline še skriva megla. Svet je ves krmežljav, midva prek rosnih trav, z roko v roki greva, sonce se že smehlja. Ljubica, ljubček moj, gamsov svet zdaj je tvoj, čez melišča veselo zapoj. Težak je korak, a poplačan bo vsak. Tej samoti se zdi, da še bliže sva si. Najdeva gorski cvet, se poljubiva spet in na vrhu je najin v svet. Holarija, holarje, vriskan, ko grem gori, bo podoba teh strmin z mano kot lep spomin. Holarija, holarje, v srcu odmeva še, to vabilo je planin belih višin. Ves krmežljav, midva prek rosnih trav, z roko v roki greva, sonce se že smehlja. Ljubica, ljubček moj, gamsov svet zdaj je tvoj, čez melišča veselo zapoj. Holarija, holarje, vriskan, ko grem gori, bo podoba teh strmin z mano kot lep spomin. Holarija, holarje, v srcu odmeva še, to vabilo je planin belih višin. Holarija, holarje, v srcu odmeva še, to vabilo je planin belih višin. V srcu Srednje Evrope leži področje z bogato vinogradniško in kulturno zgodovino, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško. Vinogradništvo, ta večni spremljevalec civilizacije, gre na tem prostoru z roko v roki z naravo, zgodovino, kulturo in življenjem ljudi. 4 vinske ceste vijugajo po vinogradniških krajih od Svetega Ivana Zeline, Plešivice in Samobora, pa čez mejo s Slovenijo do Šmarja pri Jelšah, po poteh, kjer so nekoč ropotala kolesa fijakarskih voz, ki so v mesta prevažali vino, v naravo in gorska letovišča pa izletnike.
Danes te obronke povezujejo pridni vinarji, ki bogato vinsko tradicijo združujejo s sodobno enološko-gastronomsko ponudbo, nekoč pa so tradicionalna vina iz teh krajev pili tudi na Dunajskem domu Ludvika van Beethovna. Stoletja sajenja in obdelovanja vinogradov so to področje oblikovala tako geografsko kot etnografsko. Pridne roke vinogradnikov in spretnih mojstrov pa so zarisale kulturne sledi na potovanju skozi čas in okuse. Bogata kulturna dediščina je v te kraje stoletja privabljala reke romarjev in izletnikov. Danes to počno muzeji in vinske kleti, ki vzdolž 200 kilometrov vinskih cest pripovedujejo zgodbo o ljubezni do vina, druženja, običajev in bogate večstoletne vinogradniške tradicije in pričajo o življenju kulture na vinskih poteh. Poskusite vina, dotaknite se dediščine. Sredi 18. stoletja je v Šmarju pri Jelšah tedanji župnik dr. Matej Vrečar dal pobudo za gradnjo kalvarije s 14 kapelicami in s tem začel tradicijo romanja, ki se ga je, kot pripovedujejo pisni veri, v enem samem dnevu udeležilo tudi po 12.000 ljudi. Kot pravi legenda, so včasih hude suše kapelice ometavali z mešanico vina, ki ga je bilo v tem tradicionalno vinogradniškem kraju več kot vode. Samo župnik Vrečar je nekoč posedoval 100.000 litrov vina. V muzeju baroka, ki leži ob vznožju Griča, danes hranijo več kot 40 restauriranih baročnih skulptur iz kapelic postavljenih vzdolž Kalvarije. Kipi Kristusovega trpljenja nas vabijo, da pridemo bliže in občutimo duh davnih časov. Kalvarijo obkroža 70 km vinskih cest regije Obsotelje in Kozjansko, ki so v bližini bogate vinogradniške, etnografske in kulturne dediščine. Podajte se po poteh vinskih cest, dovolite, da vas popeljejo v nek počasnejši in bolj iskren čas. Avtohiša Mlakar iz Topč pri Grobelnem zastopa, prodaja in servisira vozila Hyundai, Mitsubishi in Citroen. Prav tako pa prodaja rabljena vozila ostalih znamk. Na zalogi imajo preko 100 rabljenih avtomobilov. Za nakup tako novih kot rabljenih vozil nudijo ugodno financiranje. Nudijo tudi vsa mehanska popravila, kleparsko-ličarske storitve, cenitve poškodovanih vozil, odkup in uvoz rabljenih vozil, menjavo in shrambo pnevmatik, pranje in kemično čiščenje vozil, sklepajo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Prepričajte se o njihovi ugodni in kvalitetni ponudbi ter jih obiščite. V Avtohiši Mlakar dobite za vašega jeklenega konjička vse na enem mestu. Takole pa vas zopet vabim v Fotoanko k Marcelu, poslovne enote Slovengradec, Selnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, Dravograd, odlične, lejte torej grad Bukovje, kamor vas vabiva tudi s Klavdijo. Naslednjo soboto prepevava v tem dvorcu, kjer seveda tudi organizirajo vse za poroko. No, tele fotografije pa je naredil torej Marcel, Fotoanka, www.fotoanka.si. Tam najdete tudi ikonico, bom rekla temu, kjer sva s Klavdijo skupaj in ponujeva torej petje na poroki skupaj torej z Marcelom in pa lepo fotografijo. Frizerstvo Polona, vabljeni v Šmartno 121A.
Polona za svojo ekipo torej posveča kar veliko časa našim lasem. Dela odlične pričeske, tako bom rekla, za različne priložnosti, poroke, slavja, obletnice, moško striženje, žensko striženje, otroško striženje, barvanje las, oblikovanje pričesk, torej za obletnice, mature, valete, razne dogodke. Tukaj nekaj spetih frizurc in pa seveda različna pestra barvna paleta, kaj vse si damo na glavo, a ne? Od sive do pinki barve, do lepe blond, do kostanjevih, kako se temu že reče, malo sem že pozabila tale sistema, ne? Polona, mi naslednjič pomagaš in pa seveda pogledajte pink lase. Vse podatke oziroma, če želite torej lepo frizurco na 041 412 770, pokličite torej frizerstvo Polona, prisrčno, torej dobrodošli v Šmartnu 121a. Tako je zdaj pa še enkrat povabilo Polonca in Klavdija, vsi tisti, ki se boste prihajajočih sedmeh, torej predvsem bolj za drugo leto, ne? Ampak moram povedati, da ravno včeraj naju je pa ena gospa kontaktirala za poroko zdaj v soboto, ne? Torej, da tudi zdaj gre, ne? Tako da vidimo, da si eni ne rezervirate že eno leto naprej, gre za presenečenje, eno darilo. Dolenjska vabi, bom jaz temu rekla, in iz Koroške potujeva torej na Dolenjsko, tako da ja, petje torej na cerkvenem in pa civilnem obredu, presenečenje za kakšen rojstni dan, dobro urco, dobrodošla je seveda tudi kakšna povezovalna zadeva in sicer kaj kmalu bova tudi na 70-letnici Šentjurja, tako da ja, upokojencev, tako da greva na vse različne priložnosti, kamorkoli naj jo torej povabite, z veseljem prideva Klavdija in pa Polonca. Takole in zdaj si privoščimo malce glasbe, kam bomo potovali sedaj, skoraj da tik pred koncem, mili moj kozjanski kraj, Tercet dom ima vas povabi v prelepi konec, torej na Kozjansko. Spremljamo
ti sad, vsako živaj rad. Takole na Kozjanskem smo bili, zdaj pa zaključujemo, dragi prijatelji, našo predzadnjo oddajo. Ja, našo predzadnjo oddajo, tako da naslednjič se vidimo torej še zadnjič v tej sezoni, potem pa zopet ponovno v mesecu septembra, se že veselim in upam, da bomo tukaj v našem studiu gostili potem septembra že prve, torej glasbene goste in pa skupinice. Danes pa podelimo torej 5 čudovitih nagrad in zdaj je čas, da jih izžrebam in sicer kar nekaj klicev smo danes prejeli. Podarimo torej najprej prvi darilni bon, ki roma kam? Bon, ki roma v Velenje gospe Cilka iskrene čestitke, bon za 25 €. Drugi darilni bon, Brglezov. Gre pa Marjan Podvelka, iskrene čestitke, 25 €. Naslednji darilni bon gre Herta v Celje. Super. Celje, Velenje, Podvelka, 25 €. Izžrebamo zdaj torej tole vrečkico z skazanimi izdelki za večkratno porabo, 3x2.skaza.si. Tam lahko najdete druge stvari. To nagrado dobi Zvone iz Šešč. Zvone, iskrene čestitke, poglej, pa si tudi ti prišel do lepe nagrade, da nisi samo gost v našem studiu. In še zadnja nagrada, Bokaš organko danes podarjamo. Bokašja pa danes dobi, kdo? Tale. Ne. Tale? Ne. Ja, da se pa že malo hecam. In zaključimo tole oddajo. Tale pa bo. Viktorija iz Mislinje. Iskrene čestitke, Bokaši organko, torej Viktorija je vaš. Zdaj pa vas vabim torej k ogledu ponovno naslednjo nedeljo. Zadnjič bomo zdaj skupaj v tej sezoni in potujemo za zadnjo pesem danes. Kam? Po tej naši lepi Sloveniji. Na Golico? Ne. Na Roblek? Ne. Na Pohorje vas vabim. Kjer se Pohorje vidi, gremo seveda na Roglo in na obronke Pohorja. Srečno in nasvidenje pa do prihodnje nedelje. Čao! Večki v mestu rad sedim, a najraje ne hitim. Vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava. Kjer se Pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me lajšami poti, me vabi, kliče domov. Kjer se Pohorje vidi, tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se Pohorje vidi. Večki v mestu rad sedim, a najraje ne hitim. Vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava. Kjer se Pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me lajšami poti, me vabi, kliče domov. Kjer se Pohorje vidi, tudi tebi, prijatelj, naj,
se vraća v gošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Kjer se pohorje vidi, trudi tebi, prijatelj naj, da se vrača v gošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Da se vrača v gošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi.